Lep pozdrav vsem vam. Spoznaj, varuj, ohranjaj je slogan letošnjih dnevov evropske kulturne dediščine, ki se odvija tudi v naših krajih od Milj do Trbiža. Pri Narodni in študijski knjižnici, in sicer pri zgodovinskem odseku, so v središče dogajanj postavili ravno Narodni dom 2.0, in to je bil izziv za vas, učence in dijake. Poslali ste ničkoliko predlogov, zamisli, risb in za nas je to velik izziv, pa tudi navdih, kajti od prodajalne spominkov do knjižnice, do dogajanj, do najrazličnejših predlogov, ki poletijo tudi visoko v nebo, na primer teleskop na terasi, kjer bi si ljudje ogledovali zvezde. Naj ti vaši predlogi postanejo resnica. To je zapoved, s katero se mora soočati naša generacija. Vaša generacija pa bo Narodni dom poselila in mu vdahnila življenje. To so naše želje za sedanjost in prihodnost. Drage učenke in učenci, ob letošnjem dnevu evropske kulturne dediščine vas lepo pozdravljam v imenu Sveta slovenskih organizacij in vam čestitam za lepo pobudo Narodni dom 2.0, pri kateri ste sodelovali skupaj z Narodno in študijsko knjižnico. Letošnje geslo dnevu evropske kulturne dediščine je spoznaj, varuj, ohrani. Zato vam želim, da bi Narodni dom, ki se spet vrača v naše roke, čim boljše spoznali, ga skrbno varovali v spominu in ga ohranjali v vaših in naših srcih. Želim vam, da bo Narodni dom veliko bogatstvo za vas in da bo temelj, na katerem boste v prihodnjih letih gradili našo skupno kulturno in narodno prihodnost. Lepo in uspešno delo še naprej. Pod okriljem dnevov evropske kulturne dediščine se je priključil tudi odsek zgodovine in etnografije pri Narodni študijski knjižnici. Koordinator je bila Gabriela Caharija s pomočjo zgodovinarja Štefana Čoka in izredno pomembno je bilo, da so bile vključene kljub težavam COVID-19 številne slovenske osnovne, nižje in tudi višja srednja šola v Trstu. Tema je bila Narodni dom, kar se mi zdi zelo umestno ob stoletnici požiga tega Narodnega doma. Številni dijaki in učenci so s pisnimi, likovnimi ali fotografskimi izdelki prikazali, kako bi spet oživeli življenje v tem prostoru. In seveda Narodni dom, izbira je bila pravilna, ker Narodni dom je pomemben za lokalno zgodovino, ampak tudi za vse slovensko in tudi evropsko. No, tu si lahko takoj na začetku ogledamo pisane panoje, ki ponazarjajo dejavnosti v Narodnem domu. Tu so učenci točno zarisali prostore, zarisali nekak načrt in vsak prostor seveda ima svojo dejavnost, svojo aktivnost. Drugi so si zamislili zgodbo v stripu. Zadnji pano na tej steni pa predstavlja modo, oziroma učenci so si zamislili obleke in razne modne dodatke z ornamentiko, ki jo dobite na pročelju. Nekaj risb je še osnovnošolskih otrok. Te risbe ponazarjajo nekako domačnost, kot bi bila ta stavba naš dom, ena hiša polna življenja. Tu imamo še nekatere izdelke višješolcev, ki pa so nam podali mnenja in zamisli v pisani obliki. Drugi pa so narisali Narodni dom v plamenih ali pa nesrečni dogodek Huga Robleka. Na koncu pa si lahko ogledamo pesniški video prispevek Insta Poetry. No, tu smo pa na oddelku za mlade bralce. Ta prostor že vsi poznate, ne? Že večkrat ste prišli sem, ko ste si izposodili knjige ali poslušali kako pravljico.
V tem prostoru so razstavljene risbe osnovnošolskih otrok. Na tem panoju vidimo risbo, ki ponazarja pročelje Narodnega doma z okni. Ko pokukamo v notranjost, vidimo, kaj vsega se dogaja v Narodnem domu. Nekateri učenci pa so v črno-beli tehniki narisali, kakšen je bil Narodni dom nekoč, pred stoletji, na barvani podlagi in živimi barvami pa so nato ponazorili Narodni dom prihodnosti in aktivnosti, ki bodo v prihodnosti v tej pomembni stavbi. Svoje želje in vizije so tudi srednješolci prelili domišljijska okna Narodnega doma in te si lahko ogledamo kar z ulice.